Lep pozdrav, dobrodošli na ponovnem intervjuju Mladi v času epidemije, ker se mi danes pridružujeta moja brat in sestra v skavtstvu, Nejc Skurbus in Tjaša Sušin, načelnik in načelnica Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, ki sta ravno v tem neprijetnem času za številne mlade prevzela zelo pomembno funkcijo in na novo začela graditi eno tako dobro ladjo, ki bo plula čez te nemirne tokove. Tako da mogoče zdaj, ko smo omenili, da sta glih načelnik pa načelnica, malo povesta še kaj več o sebi, kaj v bistvu tako, kaj počneta kot mladi osebi, da vaju tudi ljudje majčkeno bolj spoznajo, pa po drugi strani tudi kako se trenutno sama soočata na taki pomembni vodstveni poziciji v eni pomembnejših mladinskih organizacij, ko je treba v bistvu v taki epidemiji vseeno eno veliko organizacijo peljati naprej in skrbeti za mlade v njej. Tako da vaju kar vabim k besedi. Nejc. Dekleta imajo prednost. Okay. Torej lep pozdrav tudi z moje strani. Pa bi lahko rekla, da kar v imenu cele organizacije. Mislim, da sva oba z Nejcem hvaležna, da sva lahko del tega intervjuja, pa v bistvu, da tudi v tem času pač se lahko glas mladih sliši. Pa ne bo to naš glas ali pa glas katerih drugih. Sicer pa, če grem kar konkretno k vprašanju, torej s septembrom sem postala načelnica, prej sem bila poverjenica za program. Kot skavtinja sem aktivna 13 let, od tega 9 let voditeljica. Sicer pa počnem celo vrsto enih stvari. Trenutno recimo se glih ukvarjam z online tečajem preživetja, kar je v naravi, kar je kar svojevrsten in zanimiv izziv, ampak moram priznati, da je boljše, kot sem si predstavljala, da je. Ker sem po duši in tudi po izobrazbi ekologinja, zelo veliko krepim nekih svojih veščin tudi na tem področju, pa tudi znanja, me to recimo zelo zanima. Veliko časa preživljam v naravi, zato moram reči, da mi je vsaj v tem drugem valu tale omejitev na občine bila kar en šok, ali pa ne vem, sem rabila kar en čas, da sem si pač rekla, okej, mora tako biti. Čeprav se mi zdijo pač, se pravim, vsi ukrepi zelo na mestu, pa se mi zdi, da jih pač moramo odgovorno upoštevati. V teh časih, če grem kar, da ne bom predolga, v teh časih v bistvu prevzeti organizacijo tako, kot smo že prej, preden smo se začeli pogovarjati, rekli, smo bili kar v enem gliserju, in morje je bilo, kljub temu, da je bilo včasih razburkano, pač smo nekako dobro krmarili. Jaz upam, da nam bo tako uspevalo tudi naprej. Vsekakor je pač izziv svojevrsten, drugačen, takšen kot, ne vem, se mi zdi, da se Slovenija in tudi mladinske organizacije z njim še nismo soočale, ampak mislim, da z neko voljo, motivacijo, navdušenostjo in pa z prostovoljci, ki so pripravljeni, kar mislim, da vsi skavti smo, lahko pač ta čoln obrnemo v pravo smer. Zdaj še samo povem, kak sem jaz. Moje ime je Nejc. Ful sem vesel, da si me povabil. In da si bil na tej odgovorni funkciji tudi ti, zdaj dolgo časa. Kdo sem? Nejc, kar dolgo sem že skavt, pri enih 8 sem prišel zraven in sem postal volčič. Drugače pa še vedno magistrsko nalogo pišem, iz marketinga in prodaje. Pa delam za eno podjetje in eno institucijo v državni upravi, na Ministrstvu za delo nekaj delam. Pa načelnik sem skavtov. Torej, kaj je to? To načelnik se tako, ne vem, če to ljudje razumejo. To je predsednik društva, ali kaj, midva sva oba zakonita zastopnika, recimo, Drugače pa v tem času, v teh čudnih časih, se trudim, da bi počel čim manj čudne stvari, na čim manj čuden način, zato hodim na sprehode v naravo, ko imam možnost, ker pri nas doma
je pač gozd blizu in ne rabim dati maske gor, da grem čez naš travnik v naš gozd. Kaj še počnem? Veliko delam z računalnikom in zdaj me že kar oči malo bolijo celega dne. Zjutraj se prej zbujam, da pišem magistrsko, zdaj 1-2 tedna, zdaj sem to povedal javno, da vsi vejo in zdaj bom še bolj aktiven. To, no. Ful hodim v hribe, ampak tu jih ni, tako da se ne. To. Zdaj, glede tega, kak pa doživljam to, da smo začeli, da sva s Tjašo začela, oziroma z novim izvršnim odborom, vse izvršni odbor, načelništvo, nadzorni odbor, častno različišče, vsi smo se zamenjali in mislim, da vsi podobno, kot je Tjaša opisala, doživljamo, ne, to, da smo vstopili v velike škornje ali pa na dobro grajeno in opremljeno ladjo in vreme se je poslabšalo, ne. Tako da zdaj pa mislim, da smo zastavili pravo smer, bomo pa videli, kako se bomo uspeli spopremati z valovi, ne. Zdaj, ko sta glih to omenila, neko pravo smer, pa Tjaša, ti si prej tudi rekla, da se zdaj trenutno ukvarjaš z treningom nekih veščin v naravi, ne. Jaz tako prvo, kar pomislim, ker sem tudi sam skavt in se vprašam, kako pravzaprav lahko z mladimi pri skavtih izvajaš aktivnosti v naravi. To je po moje trenutno eno tako zelo nezaslišano dejanje, ne znamo si tega predstavljati mogoče, ali pa si ne znajo predstavljati tisti, ki so del neke laične skupnosti, ki ne pripadajo naši skavtski organizaciji. Kako ste se vi konkretno zdaj organizirali, da vse te aktivnosti potekajo, da mladi še vedno dobijo te vsebine življenja v naravi? Kako pravzaprav se v bistvu spopadate zdaj s tem, glede na to, da se fizično sami mladi ne morejo združevati? Zdi se mi tako, da je večkrat smo v bistvu v tem času sploh izvršnem odboru govorili o tem, da prej nam je bila skupnost nekaj samoumevnega. Skavti radi rečemo, da smo del velike skavtske družine in sigurno en največjih izzivov trenutno ravno to, ko se pač ta vzgoja dogaja v resnici individualno. Sicer je tudi namen, da se vsak posameznik, torej v bistvu, da vsak posameznik osebno napreduje, ampak v bistvu prek dela v skupini, ne. Trenutno smo priklenjeni vsak na svoj dom in sigurno je to pač ena taka stvar, ki na kocko postavlja vprašanje skupnosti. Ampak mislim, da ravno zaradi tega, ker se tega zavedamo, se trudimo in upam, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da se ta skupnost ohrani. Zdaj, kako pa lahko posameznik živi to doma, pa tako, inovativnost voditeljev, ne, na srečo smo mladi in imamo zelo veliko različnih idej, pristopov z različnih vetrov. Tako da mislim, da tukaj bi lahko rekla, da kar ne pozna meja, tako prav veselje mi je, ko spremljam malo različne stege, pa če je to prek socialnih omrežij ali pa telefonskega pogovora s kakšnim stegovodjem, voditeljem. Mislim, da smo našli kar veliko zanimivih načinov, od torej podobno kot na primer danes nekih Zoom srečanj do pošte, izzivov, skratka neke motivacije, ki tudi tistega Bobra Volčiča, izvidnika, popotnika, motivira za to, da se sam odpravi ven, da opravi neki izziv, da, ne vem, recimo, če dam čist primer, glih par dni nazaj sem gledala, črnomaljski skavti so naredili eno zadevo, kjer je v bistvu mogel izvidnik pač opraviti neke naloge, pa so se pa skupaj na Zoomu dobili. In ko sem brala zapis tega izvidnika, sem bila tako, wow, to je skavtski duh, no. Tako da jaz mislim, da dokler imamo skavtskega duha, skavtstvo ni vprašanje. Malo bi mogoče za gledalce, ki ne poznajo toliko skavtov, še pojasnili, steg je lokalna enota, stegovodja je pa vodja lokalne enote. Lahko se nam zgodi, da bomo kar veliko teh nekih tujk za lajke uporabili, pa jih bomo sproče pojasnili, če bo potrebno. No, zdaj, to je sigurno en tak dober primer, se pravi, dobiti nalogo za zunaj, da v bistvu nekje osebno napreduješ, da v bistvu pol glede tega spregovoriš
tudi z voditelji. Nejc, mi boš ti mogoče lahko povedal, na kakšen način pa zdaj tudi, kar se tiče nekega čustvenega razvoja, ne, ker v bistvu pri skavtih se poudarja zelo veliko različnih vidikov, kako v bistvu lahko trenutno voditelji vplivajo na čustven razvoj članov, ne, ker pač, ko se pogovarjamo z različnimi mladimi po Sloveniji, zaznavajo to obdobje kot precej naporno, precej se počutijo tudi izključene, ne. Mi smo v bistvu naredili na Mladinskem svetu Slovenije raziskavo mladi v času epidemije, kjer so precej poudarjali to, ne, da v bistvu imajo premalo stika s sovrstniki. In verjetno pride tukaj tudi do kakšnih stisk. Kaj se tebi zdi, na kakšen način v bistvu skavti pozitivno vplivate na to, da je teh stisk manj, pa na kakšen način v bistvu lahko ena posamezna mlada oseba tudi pride do svojega voditelja, ki jim lahko nudi tako ali pa drugačno podporo? To je zelo dobro vprašanje. S Tjašo smo se ravno pogovarjali, da to mogoče želiva izpostaviti, ne? Da se mi s tem duševnim zdravjem že nekaj časa načrtno ukvarjamo, ne zaradi epidemije, že predtem. In da smo, pa za zdravjem nasploh, vse skavt, če rečemo skavt, si verjetno predstavljamo nekoga, ki je tudi zdrav, pa ne samo, da je duševno zdrav, da je tudi telesno koliko toliko zdrav, pa tako, da skrbi zase, skavt bi mogel skrbeti zase, ne. Zdaj, lahko povem, da smo naredili, bom probal odgovoriti čim bolj celostno, ker bi rad povedal ti tudi nekaj statistike, ki smo tudi mi naredili eno raziskavo, pa bo verjetno med Tjašo pa še kaj dopolnila. Mi smo tudi naredili, imamo par čudovitih ljudi, ki so tudi skavti, in je zrasla ideja za spletno aplikacijo Skavt kako si. In s to aplikacijo smo mi, v bistvu s tem vprašalnikom smo mi zajeli kar lepo število otrok mladih, prvenstveno je bila namenjena voditeljem, smo pa potem tudi prevedli, pa je šla po svetu, pa je precej Evropejcev, pa tako zanimivo v resnici, odkot vse so ljudje to reševali, predvsem skavti, in smo dobili kar zanimive odgovore, kar v bistvu tudi malo zaskrbljujoče, ne. Izražena je bila, ne vem, stres, anksioznost, depresija, v bistvu kar precej prisotna, ne. Torej, recimo, če ne vem, se ne bi zdaj številka, ampak okrog 70% je bilo vsega, ne, zmerne do normalnega stresa, anksioznosti, depresije, torej to je okej, ampak je bilo torej med 30 pa 24, najmanj je bilo depresije, 24, stresa recimo pa 30%, ne, zelo ali hudo, ne. Torej, se mi zdi, da je en velik odstotek, ne vemo, kak je na tem področju bilo prej, vemo pa, da zdaj recimo se tretjina ljudi, ne, oziroma 30% ljudi spopada torej z stresom, z anksioznostjo, z depresijo. In zdaj, kaj je odgovor na to, ne? Mi smo že, kot sem že rekel prej, mi smo že prej delali psihološko podporo v obliki, delamo vedno, ne, na osebni rasti, na pogovoru in tako naprej. Zdaj se pa mogoče samo zavedamo, da je to še malo pomembnejše, ne. In imamo neko svojo, to ni znamka, ampak nisi sam, skavt nisi sam, kamor se lahko obrnejo naši člani, potem delamo programske vsebine znotraj enega projekta, ki ga imamo, Izzivajo uživaj, ampak ni zdaj to pomembno, da je to projekt, pomembno je to, da tam so neki izzivi za zdravo preživljanje prostega časa, pa neke, ne vem, zdravo prehrano in tako gibanje in tako naprej. Prostovoljce itak izobražujemo, ne, in mogoče zdaj v tem času dajemo še malo večji poudarek na osebno spremljanje pa na duhovno rast posameznika. In zdaj ne vem, mogoče da zaključim, s tem, da neke raziskave kažejo, to sem sicer čist na koncu hotel povedati, ne, ampak obstajajo raziskave, ki govorijo o tem, da je skavtstvo oziroma da skavti v primerjavi s preostalo populacijo, da so malo bolj, da imajo malo bolj stabilno oziroma boljše duševno zdravje, ne. In v bistvu verjamem, da če bomo to, kar smo delali, znali prilagoditi svetu, v katerem zdaj živimo, pa najti načine do ljudi, kar se mi zdi, da smo vedno iskali kot organizacija, ne, način do mladega in kako
bomo njemu omogočili, da bo lahko zrastel v odgovornega, samostojnega državljana, kristjana in človeka. Če bomo uspeli najti pot do njega, jaz mislim, da bomo temu človeku pomagali, ne? In da bo on zaradi nas lahko boljše. Zdaj pa upam, da bomo znali pomagati tudi sami sebi, ne? Ker tu pa dostikrat na prostovoljce pozabimo in to pa recimo se zdaj kar trudimo delati. Tjaša. Saj mislim, da si vse povedal. Edin, če jakate še kaj zanimivo. Se trudim biti kar izčrpen, ampak ne vem. Sej, mogoče kompleksno vprašanje. Da mi mogoče povesta še kakšen konkreten primer, recimo, kako v bistvu skrbite za to neko pozitivno podobo, oziroma kako spodbujate v bistvu dober odnos do lastnega zdravja v tem času, ne? Kaj so kakšni konkretni primeri dobre prakse? Ja, tle je mogoče lahko tako. Zdaj glih, ne se že omenil izzivaj, uživaj. V bistvu ta projekt zelo spodbuja k predvsem gibanju in pa k prehrani. Mislim, da trenutno poleg duševnega zdravja je druga stvar gibanje, ki pač v tem korona času spet se postavlja pod vprašaj oziroma ga je občutno manj, ne. Tako da se mi zdi, da konkretno prek gibanja, ravno prek teh izzivov, ki sem jih že prej omenila, ali pa mogoče prek nekih srečanj, ki so na tak način zasnovana, namreč mogoče je vredno poudariti, da skavti nismo v tem času zdaj ukinili dejavnosti in srečanj, ampak se v bistvu po vseh lokalnih enotah, torej stegih, po vsej Sloveniji srečanja odvijajo za vse starosti. Mogoče z različnim tempom, ampak povsod pa voditelji ohranjajo stik z otroki in z mladimi. Tako da v bistvu, ja, no, mislim, gre za neke zelo konkretne stvari. Zdaj kakor spremljam, se pravi, zdaj to spet niso podatki, naprimer vem, da v določenih klanih veliko več dajo poudarka na osebno spremljanje, ali pa imajo kakšen izziv, da morajo poklicati drugega med seboj, pa razne verige prijateljstev so se oblikovale, ne vem, da enemu nekaj pošlje, pa dobi zraven še eno ime, pa ga v bistvu malo spodbudi k temu, kak je, da si malo povejo, kako se imajo in take stvari. Srečanja sama, ne vem, recimo glih, včeraj sem govorila z eno voditeljico, imajo tudi na tak način, da je na začetku nek krog, da vsak malo pove, kako se počuti, kako doživlja, kaj je v tem času naredil. Malo več je mogoče nekega poudarka na pogovoru trenutno, tudi z mlajšimi ali pa mogoče na nekem slikovnem izražanju. Konkretno, na primer, ena taka stvar, ki pa se jo zdajle trudimo narediti, je pa nek pripomoček za osebno spremljanje, oziroma bolj kot pripomoček to, da bi vsak član dobil neko svojo verzijo tega, da sam sebe spremlja, no. Skavti imamo za eno tako pomembno vodilo tudi samovzgojo, no, in vsekakor je mogoče ravno zdaj še toliko bolj čas za to, da to spodbujamo, čeprav nadaljavo. Zdaj, meni je bilo zanimivo tudi to, kar sta omenila, na nek način gibanje, spodbujanje aktivnosti v naravi. Nedolgo nazaj je prišel v javnost podatek o tem, da se je v bistvu gibalna učinkovitost osnovnošolcev zdaj v tem obdobju zelo, zelo poslabšala, ne. In kaj bi po vajinem mnenju lahko še mladinske organizacije dodatno naredile, da se ta trend ne bi še slabšal? Ker zdaj v bistvu, koliko časa bomo tako omejeni, koliko časa bodo mladi imeli tudi možnost za tako omejeno gibanje, je veliko vprašanje, pa me samo zanima, kaj bi videla kot primeren ukrep za to, da ne bi ta trend šel še na slabše. Ne, jaz sem želel, meni je, mislim, da zdaj, ko mi se pogovarjamo zdaj o mladih, ne, ker smo predstavniki mladinske organizacije v mladinskem sektorju, pa bi bilo čudno, če bi se nekaj zdaj napol ignorirali težave, ki jih mladi imamo, pa mladinske organizacije imamo, pa otroci v šolah imajo in noben ne ve v bistvu, kakšne bodo posledice tega, kar se zdaj dogaja, ne. In za duševno in za telesno zdravje, kot si povedal ti, ne. Se mi pa zdi, da je trenutno situacija ta, da
da zaradi krize, v kateri smo, ne, so časi taki, da je zelo težko reči, ne vem, midva s Tjašo bi si želela, recimo, nič druga ni, ne, tudi šola je od doma, ampak skavte bi pa imeli, ne, v živo, ker skavti lahko pol ful naredimo za otroke, ne. Recimo šola bi si želela, sem šolo imejmo v živo, zato ker to je res nujno, pa itak ne moramo imeti ocenjevanja, pa to, ne vem, ministri si bi verjetno želeli da bi pač samo zdravstvo funkcioniralo čisto normalno, da bo sam, ne, se razumemo, ne. Skratka, zdi se mi, da smo v taki situaciji, ko pač trenutno delamo kar največ lahko, vsak po svoje, zato da bomo iz tega išli najboljše, ne. In ne vem, če je prav, da se tu v bistvu na vsaka generacija trenutno, ne, bo imela nek manko, ne. Ne vem, v bistvu se sprašujem, katera je tista, ki bo imela največjega, ne, ker ravno zadnjič sem spremljal eno oddajo, ko so v domovih za ostarele govorili, ne, ko oni še tam vedno naprej ličkajo, pa to, ne, čeprav morajo vse te mati, ampak ne, razumeš, tam folk je bil, gospa, ki je to razlagala, ona je bila čisto nasmejana, ne, pa pol še ena klicala v oddajo, pa je rekla, legenda, kako fajn, da se tako smejite, pa to, ne, in jaz mislim, da ni vse tako strašno grozno. In tu vidim vlogo mladinskih organizacij, ne? Da smo mi tisti, ki pa rečemo, vem, da se ti ne da, ker si zdaj že cel dan bulo v računalnik zaradi šole, ampak pridi še za 15 minut ali pa pol ure na računalnik, pol pa dajmo vsi iti ven, pa ne gledati v računalnik več danes sploh. Ali pa dajmo si danes za izziv za to, da ne bomo sploh na Facebooku, zato ker vsi vemo, da Facebook je cool, ampak ne ga preveč uporabljamo in raje delajmo vaje za, ne vem, mišice v sobi zvečer. Ali pa, veš, ne, in vidim v tem moč, ki jo imamo mi, da za začetek širimo pozitivno energijo, kot drugo pa postavljamo, ne, neke izzive. Da bi pa sistemsko mi rekli, vse mladinske organizacije skupaj bomo, ne vem, ali pa pač skavti bomo zdaj pa začeli z telovadbo preko spleta, meni se to zdi top, samo moja mama dela v glasbeni šoli, pa vem, da je v bistvu neskončno obremenitev nekaterim staršem že to, da morajo otroke posnet pa poslati njej, kako igrajo klavir. Veš, tako da v bistvu moramo tu loviti neko ravnotežje, ne, kot družba, vsi, ne. Čeprav telovadba, Tjaša, to je dobra ideja, ni? Sej, mislim tako, že iz tega, kar sta prej tudi rekla, ne, se mi nekako dozdeva, da so aktivnosti, ne glede na to, koliko so zdaj omejene pri skavtih, sigurno naravnane v smer tega, da so ljudje aktivni, da so zunaj, ne, da seveda v skladu z ukrepi, ne. Me pa zanima, če mogoče zdaj tudi, ne vem, sami skavti razmišljate v smeri tega, kako po tem obdobju, ne vem, bi lahko te trendi omejenega gibanja, slabših gibalnih sposobnosti vplivali tudi na kakšne aktivnosti in če imate v bistvu zdaj pripravljen tudi kakšen plan v tej smeri? Ja, tle mogoče tako, tle bi spet jaz omenila in duševno in telesno, zdi se nam pa zelo pomembno, da se tako kot eno in da v bistvu je to malo tudi vzajemno, ne vem, s tem, ker si malo bolj dolgočasen, pa nemotiviran, pa anksiozen, pa vse, tudi motivacije za neke telesne aktivnosti nimaš. Lahko pa tudi obratno, seveda, ne, mislim, nekako neka povezava med enim in med drugim obstaja, zdaj trenutno smo se res precej ukvarjali na torej duševnem, tudi duhovnem zdravju, prehrani in pa na gibanju. In glede na to, da še bomo nekaj časa tudi znotraj projekta, nekaj časa pa znotraj v bistvu nekih izzivov, ki smo si jih zadali, imamo še kar nekaj ciljev, no, mislim, da se počasi trendi nagibajo v to smer, ampak se mi zdi, da bomo o tem lahko še več govorili, glih takrat, ko bomo spet lahko prišli skupaj, ko bomo sploh videli, kje je konec te trenutno zelo meglene poti, ali pa, ko smo prej govorili glih o razburkanem morju, mogoče meglenega morskega oceana. Vsekakor pa ja, pač prepoznavamo to in se zavedamo v bistvu, da kot ena vzgojna organizacija, ki je verjetno kar v veliko pomoč in podporo neki primarni vzgoji, mora naš fokus iti tja, če hočemo odgovarjati na potrebe tako otroka kot mladostnika, no.
ne vem, mogoče lahko na tem mestu omenim IVE izziv, ki je trenutno bo zasnovan ali pa se snuje ravno na način tega, da se bo v bistvu vključili izzive z področja duševnega zdravja, izzive, ki spodbujajo v gibanju in izzive, ki spodbujajo k zdravi prehrani. Ne. Tako v bistvu v nekih 3 paketih, še vedno dovolj široko, da pač enega mladega človeka lahko motivirajo na ta način, da izbira, kaj želi, ampak želimo si pa celostno v bistvu krepiti nek razvojno. IV izziv je za tiste, ki so stari od 11 do 16 let. Ne. Za tiste, ki po noči spijo v šotorih in pol... ampak zdaj ne morajo, ja. Je pa vprašanje, ne, kaj bo, ker se bo nivo znižal, ne. Ne, o tem pa, na to pa v bistvu noben verjetno nima pametnega odgovora, ker ne vemo, kdaj se bo stvar zaključila, ne. Nivo motoričnih sposobnosti, pač mi ne bomo zdaj več mogli pričakovati, da bomo, mi bomo, ne, ampak recimo tudi učitelji športne vzgoje, recimo, ne, se veš, nivo motoričnih sposobnosti se bo verjetno znižal, kondicije bo manj, verjetno, ne, in mi tudi, ne, kaj. Se ne moreš pričakovati potem. Lahko počasi gradimo in lovimo to, kar smo zdaj, ne. V bistvu tudi ta socialna distanca bo zagotovo pač vplivala na eno vrsto dejavnikov, ne. Mislim, tudi neka ponovna socializacija, verjetno neka krepitev samopodobe, nekega nastopanja, nekih stvari bo verjetno spet pač zagotovo bo drugačno. Vseeno je to dejansko toliko časa, da mogoče še bolj kot pri otrocih bo opazna pač pri mladih ali pa pri, ne vem, najstnikih, tudi voditeljih konec koncev, ne. Ki smo bolj navajeni na nek način neke rutine in se nam je zdaj dejansko čisto prevesila tehtnica v drugo smer, ne. To je po mojem ful dober pokazatelj, recimo bil, ko smo tam po prvem valu, si prišel ven in si videl nekoga, ki ga že dolgo nisi, ne, in niti več, ne vem, se ni bila maska obvezna takrat vmes, ne, ali je bila, ni bila maska več obvezna in bi objel človeka, mu dal roko in pol si bil tak, ne, kaj zdaj, ne, veš, kaj mislim, ne, to je recimo, ne vem, jaz mislim, da bomo tu čutili posledice. Se mi zdi zaenkrat, pa sem prepričan, da si jih, no, ne zato, ker bi to si želel jaz, ali pa midva s Tjašo, ali pa izvršni odbor, ampak v bistvu zato, ker vem, iz kakega testa so prostovoljci, ki jih naša organizacija premore, vem, da oni delajo kar najbolje zmorejo za to, da naši otroci bodo, ne, vzgajani čim boljše, ne. In jaz si zdaj mislim, da je to kombinacija tega, da se dela na neki socializaciji preko tak v živo, ne, kot zdaj mi, in pač tudi tega, da se malo gibamo, ne, tako da. Ok, super, no. Zdaj, meni se tudi pretežno zdi, no, glede na to, kaj mi na Mladinskem svetu tudi zaznavamo, da je res ta odsotnost socialnih stikov bo določeno težavo prinesla, no, ali pa če mogoče tudi govorim kot nekdo, ki je v poslovnem svetu precej aktiven, da se kar pozna to, da ne moreš več glih vsakmu roke stisniti, ne. Neko zaupanje zna postati tudi dosti veliko vprašanje, ne, če teh malo bolj konkretnih stikov ne bo še nekaj časa, ne. Ampak zdaj govorimo, ne vem, zadnjih nekaj minut, precej o nekih negativnih trendih, govorimo o teh mogočih negativnih posledicah, pa pojdimo zdaj malo še na pozitivno plat, glede na to, da smo skavti po naravi optimisti, a ne, jaz bi rekel, da mogoče je zanimivo tudi to, da pogledamo, ne, v tej raziskavi, ki smo jo mi naredili, je kar 85% mladih, se pravi od vseh respondentov, ki jih je bilo nekaj preko 700, omenilo, da so v tem obdobju zaznali tudi določene pozitivne spremembe, a ne. Zdaj, ene izmed teh so bile, ne vem, to, da se je izboljšala njihova higiena, da so, ne vem, zaznali to, da v bistvu so se izpusti v okolje zmanjšali in je posledično tudi zrak bil boljši, ker itak javnega prevoza je bilo bistveno manj, a ne, pa še marsikaj drugega bi lahko bilo.
Kaj konkretno pa vidva med mladimi, s katerimi se ukvarjata, pa ni nujno pri skavtih, zaznavata kot ključne pozitivne posledice te epidemije? Jaz? Jaz v bistvu delam tudi na Zavodu za letovanje otrok, kjer se v bistvu tudi ukvarjam z mladimi, torej vzgojitelji, ki poleti vodijo. Moram reči, da sicer trenutno nismo prav veliko v stiku, ker enostavno vse stvari stojijo in je to vse malo bolj vezano na neko sezonskost. Nasploh mislim, da je tako, da ko se tako malo pogovarjam z mladimi in malo opazujem, da si je marsikdo od mladih zdaj vzel čas za kakšen hobi, konjiček ali pa neko zadevo, ki si jo je vedno želel narediti, pa je ni imel priložnosti. Ravno včeraj sem spet to isto, kar sem že prej govorila z eno prijateljico, ki je rekla, res sem hvaležna za to korono, ker se mi odprli zdaj toliko enih možnosti, ki jih drugače ne bi imela niti časa izkoristiti. Tako da se mi zdi, da po eni strani smo mogoče postali malo bolj pozorni na to, kje še kakšna priložnost je, ki jo lahko z našimi talenti ali pa z našimi željami uresničimo. Zdi se mi tako, no, da tisti mladi, ki so že prej nekako živeli precej aktivno življenje, to nekako nadaljujejo. No? Ne vem, pri skavtih dosta opažam. Tudi, na primer, smo dobili poziv za to, da gremo pomagati v domove starejših občanov in take stvari, je bil odziv dober in ljudje so bili pripravljeni v tem času dati se na razpolago za take zadeve, tako da se mi zdi, da tisti, ki so bili že prej aktivni, jim je mogoče ta korona sam na en način jim dala priložnost za počitek, hkrati pa v bistvu za neko premišljevanje in razločevanje tega, kaj je tisto, kar je res bistveno in kaj je tisto, kar pač je dobro, da se včasih zgodi, ni pa nujno in obvezno. No? Mislim, da ima v bistvu kar veliko pozitivnih učinkov. Na drugi strani pa tudi jaz sicer še vedno trdim, da vsi te sestanki na daljavo, mislim, ne bi jih zamenjala nikoli za sestanke v živo, no. Zagotovo se pa pri marsikateri stvari pač vidi, da ne vem, je mogoče šlo manj časa, se pravi neko bolj, kako bi rekla, preudarno ravnanje s časom. Pa mogoče tudi več, mislim, da si v taki situaciji lahko si vzameš več prostega časa. Zdaj spet je odvisno, kako razpolagaš s časom, ampak se mi zdi tako, ne vem, dosti mladih, ki jih poznam, da si res vzamejo. Pa ne vem, tudi če sebe pogledam, si večkrat vzamem tisto neko 1 uro, ki si rečem, ok, zdaj pa ne vem, bom to počela in ne bom sploh pogledala na telefon, ker se mi drugače zdi, da moram biti vsako sekundo odzivna in da če 5 minut nisem, imam že slabo vest, ne. Tako da se mi pa zdi tako, no, da pač ima neke pozitivne učinke, ki pa lahko zelo dobro v bistvu tudi vplivajo. Tako na neko aktivnost, pa mogoče tudi na nekaj, kar bo ustvarili neko pripravljenost za to, da tudi, ko se bojo stvari nazaj normalizirale, čeprav ne maram te besede, da bo nekdo pa mogoče bolj aktiven ali pa ohranil neko stvar v svojem življenju, ki si jo prej težko vnesel v svoj urnik. Jaz sem se včasih razmišljal, meni je ful dobro, ko si ti rekel, da smo skavti vedno malo optimisti pa to, ne? Ker jaz imam težavo, da kar vedno mene na to pozitivo vleče, ne? In bi zdaj začel s tem, da v bistvu se mi zdi, da je trenutno zelo na tehnici to, koliko pozitivno lahko gledamo na svet, zaradi tega, kar vse se dogaja v svetu, ne? Če pogledamo že samo našo državo, ki je precej majhna, pa vidimo tako neskončno, enormno recimo medije, ne? Kakšna razdvojenost, ne moramo se zdaj zediniti, da bi imeli neko masko na obraz, ki pač bi naj dokazano ne poskrbela za to, da ne bom jaz zdaj škropil tega po vsem, ne. In no, jaz nisem drugače nič od teh strokovnjakov, zato ne bi zdaj, ampak se mi zdi, da kaj šele, da pogledamo, ne vem, ZDA, Belorusija, ne, skratka se mi zdi, da je v svetu ne, Evropska unija, ne, Brexit, ne, tako v svetu je zdaj to v takem obdobju živimo, ko se mi zdi, da je kar da mlad človek v resnici težko najde nekaj, da moraš se malo potruditi, no, da najdeš nekaj lepega, ne. In mislim, da nam je zdaj ta korona, koliko se to neumno sliši, malo pomagala. Zdaj upam, da mladi ne cel čas čepijo na Facebooku v tistem svojem krogu, ne, ljudi, ki v tistem balončku, kaj je že ta bubble, vse to se nekako imenuje, ne, specialno.
da samo tvoje mnenje krepi, pa vedno bolj ozko gledaš in na koncu verjameš, da je cel svet misli isto kot ti, v resnici pa je to tistih 500 ali pa 1000 ali pa 200 ljudi, ki isto misli kot ti. Ampak če ne, in jaz upam, da ne, za skavte sem precej prepričan, da ne, pa se mi zdi, da je to zdaj bila priložnost. Ja, Tjaša je že omenila, domove za ostarele, to sem jaz isto pomislil. Pa ne vem, vem, da so tu v Mariboru šli obe lokalni enoti, sta dali par ljudi, pa so skupaj šli nekaj pomagati v UKC, ta nek COVID oddelek delati. In vem, da se je tega v prvem valu so delili hrano, neke take stvari. Vem, da je tega bilo ogromno in se mi zdi, da neka enotnost, pa solidarnost, pa slišati sočloveka, da mogoče pa je zdaj čas za to, da pač ta naša generacija, pa tudi starejša generacija, ki mogoče še to teže sliši, seveda pa tudi otroci, se tega malo nauči. Mogoče je to čas, ko ga naši, torej najmlajši, zdaj se jaz kar hočem reči volčiči, ampak skavti imamo bobre pa volčiče, pa izvidnike pa popotnike, da oni lahko babici pomagajo na vrtu sediti, ne vem, nekaj, ali pa zjutraj se zbudiš in si doma, ker ne rajiš v šolo in ti babica razlaga, zakaj pa je zunaj zmrženo in da je to slana, ne vem, kako temu rečete pri vas, in da pač ali pa hodiš v trgovino na mesto stare sosede, ki ne more sama, Jaz mislim, da so to pa stvari, ki bodo svet postile tudi boljši, Upam. Meni je odlično to, kar sta zdaj v bistvu povedala, ker sem se prav spomnil ene misli, ki sem jo danes prebral, in sicer misliš, je bila sicer v angleščini zapisana, pa sem potrudil, da čim bolj prevedem. Se pravi, upal sem, da bo leto 2020 tisto leto, ko bom dobil vse, česar do zdaj nisem imel, ampak je pa postalo leto, ko sem se zavedal vsega, za kar sem hvaležen. In se mi zdi, da točno to, kar sta zdaj rekla, poudarja to, da se zavedam neke moči, ki jo imam v sebi in kako jo lahko dajem drugim. In v bistvu prostovoljstvo kot tako se mi zdi, da je ena pozitivna sprememba, ki jo lahko prinesemo svetu. In v bistvu, da se na tak način mladi zorganiziramo, da se na tak način v bistvu tudi zaktiviramo, ko se rabi pomoč za šibkejše ali pa konec koncev ljudi na robu družbe, sploh v takih epidemijah, je en tak dober znak, da naša družba, kljub temu, da mogoče včasih v medijih vidimo, da ni vse okej, pa da je vse črno pa grdo, da še vedno obstaja en optimizem. In se mi zdi, da ta prostovoljska naravnanost, ta pozitiven način razmišljanja je nekaj, kar imamo pri nas v Sloveniji po eni strani v naši nacionalni identiteti, ker pač Slovenci zmeraj v težavah skupaj stopimo, po drugi strani, tako kot sem rekel, skavti ste optimisti. In je v bistvu dobro slišati, da mladi na tak način prispevajo k temu, da se ta situacija rešuje, ker videli smo lahko, da se je mladim učitelj tudi to, da so glavni razlog za to, da se epidemija širi. Videli se je tudi recimo določene obtožbe, da se mladi ukrepov ne držijo. Pa me se zanima tudi, kako pa vidva gledate, ne vem, kako se vama zdi, da se mladi pri skavtih konkretno držijo ukrepov, kako v bistvu se čistko, če imate tudi kakšno številko, zaktivirajo za določeno pomoč, koliko dejansko ustvarijo nekega pozitivizma v svojem lokalnem okolju, da še kakšno številko, ki je tukaj omenimo. Če jo imate, ne želim preveč pritiska izvajati. Zdaj, koliko se držijo ukrepov, to bi mogla pogledati, mislim, ne vem, ne vidim jih veliko, ker se jih jaz držim, tako da meni se zdi, da se vsi držijo ukrepov, ampak to je zdaj ta osebna odgovornost in to, kako ljudje dojemamo svobodo, očitno vsak malo po svoje. Jaz jo dojemam tako, da se pač držim teh ukrepov in v bistvu ne srečujem drugih, da bi se lahko ful pogovarjal z njimi razen preko spleta. In ti ljudje, za katerimi sem v stiku, se mi zdi, da mladi upoštevajo. Tudi tisti, ki so prej mogoče bili precej skeptični, pa so potem šli, skeptični. Tisti, ki mogoče ne bi, to se točno en fant mi je rekel, da njemu ta maska res najedala,
A pol je šel tip legenda, ne, v UKC Ljubljana pomagati, ne, in potem je hodil cel večer še, itak je bil cel dan v maski, pol pa še je pač hodil zvečer na sprehode z masko, ker mu je že maska bila. Ne. Tako da jaz mislim, da upam, da se jih držimo. Ne. Mislim, meni so... Niso mladi krivi samo, ne, če se ne držijo teh ukrepov, zato ker je mlade nekdo mogel naučiti tega, da ni moderno se držati stvari, ki jih pove stroka. Ne. Tako da to je prva stvar, ki mi pade vedno ob tem na misel. Ne. Druga stvar pa je vzgled, ne, tako da jaz mislim, da ne vem, mi trije smo lahko začetek. Ne. Drugače glede številk pa Tjaša, kaj se ti spomniš kakih konkretnih? Vem, da so pomagali v Mariboru, vem, da so pomagali v Škofji Loki. Ja, v bistvu tako, no, nekih konkretnih številk trenutno še nimamo, zato ker se v bistvu tako je tudi nekako dogovor, no, mi smo pač takoj v bistvu, ker smo bili tudi pozvani k temu, mislim, prvo vprašanje, ki smo bili pozvani, je bilo ravno to, kako je zdaj s tem prehajanjem občine, to ni odgovorno, ne, gre v lokalno okolje in tako naprej. Pa smo ugotovili, da sistem tako nujno potrebuje prostovoljce, da bo to vse uredili na državni ravni in smo rekli, ok, pol je pač varno, gremo se torej naprej. In mogoče glede te same pomoči trenutno nekih številk še nimamo, ker smo se tudi dogovorili, da trenutno se podatki zbirajo in jih v bistvu zbira ta štab, ki smo ga ustanovili, torej te 3-4 voditelji, ki res srcem to delajo in koordinirajo to delo, tako da vsekakor bomo s številkami postregli takoj, ko jih bomo imeli. No. Nismo pa, priznam, da jaz tudi vmes zdajle nisem toliko spremljala, ker zaupam v to, da stvari potekajo, kot je treba in vem, da če bi bilo karkoli, da bi kje zaškripali, bi že vedeli. Ja, vem pa, da recimo Ministrstvo za zdravje, mislim, da organizira ta usposabljanja za prostovoljce, ki delajo v DSO-jih, ne, v domovih za starejše občane, in sem prepričan, da sta že bile, oni delajo to v skupinah, ne vem, po koliko, po 15, po 2, ne vem. In vem, da je bilo že nekaj teh usposabljanj izvedenih tudi za skavte, ne, skoraj prepričan, mislim. Tako da vsaj tja jih je že nekaj šlo, ne, zdaj pa drugače. Po mojem pa je teh pomoči, ko se gre, ne vem, za to, da pokliče civilna zaščita lokalno enoto in tam gre 5 voditeljev pomagati, tega pa po mojem je ogromno, ne. Mislim, pa tudi ne moramo vsega beležiti, ker dejansko tudi voditelji pač so, mislim, se mi zdi, da smo skavti zelo ljudje akcije in je včasih pač kar malo težava nekaj noter vnesti, ne, saj to verjetno veš. Glede na to, da si bil kar en čas pač zelo aktiven pri skavtih, ampak pač tako, v osnovi mislim, da smo pripravljeni, pa na drugi strani tudi tako, no, tudi če nas srbijo prsti, da bi, ali pa če marsikaterega voditelja ob tem srbijo prsti, da bi rad poskrbel za Volčiča iz druge občine, nekako se čuti, da je boljše, da kontaktira tistega starša in ga poprosi, da, ne vem, mu pripravi neki izziv. Da tukaj pač obstaja neka ta odgovornost, ki se jo pač zavedamo, neka ta kolektivna zavest, da tudi če morda je na videz kakšna stvar nesmiselna, je pač smiselno upoštevati zaradi tega, ker sem skupila, gremo čez te stvari, no. Super. Meni se zdi odlično že to, da sta rekla, da obstaja nek štab, ki organizira to prostovoljno pomoč, kar pomeni, da se zelo odgovorno lotevamo tudi odgovora na te izzive, ki zdaj prihajajo, ne, in ko je prostovoljska pomoč nujna, kar veliko pove tudi konec koncev o temu, na kakšen način želimo odgovorno ravnati, pa kakšen zgled želimo pokazati, kot sta tudi sama rekla, ne. Evo, to je bil meni tudi en tak lep primer dobre prakse, ki se mi zdi, da dobro pokaže, kako lahko mladi prispevamo k soočanju s temi izzivi, kako lahko odgovorno v tem času ravnamo. Tako da jaz bi se vama zahvalil za delitev vseh teh dobrih praks, pa tudi v bistvu, da sta predstavila svoj pogled in pogled organizacije na trenutne razmere. Zdaj, preden pa čisto zaključimo, no, bi vaju pa prosil mogoče še za en tak nagovor našim poslušalcem, našim gledalcem, kakšno pozitivno misel za ta čas, pa mogoče tudi kaj želita kakšnim drugim prebivalcem, ki niso nujno mladi v tem času, da se bomo odločno in dobro lahko spopadali z krizo, ko upajmo, da bo kmalu minila. Pa gremo mogoče kar tako, da damo damam prednost.
Meni se zdi, da imam jaz kar skozi prednost, ni mi to všeč. Ja, v bistvu tako, ravno zdaj, ko si govoril te besede, sem razmišljala o tem, ne, da radi rečemo, da je biti skavt, v bistvu biti oziroma postajati aktiven državljan. Radi se pa kot skavtski voditelji, tudi jaz osebno, ker pač še obožujem program, ne, zapletemo v to, da je skavtstvo program. In mislim, da ravno ta čas nas uči, kaj je v resnici skavtstvo in kaj pomeni živeti skavtstvo, kaj pomeni biti skavt tudi brez skavtske rutice. Se pravi, enkrat skavt, vedno skavt. In vsem skavtom bi rekla, da jim želim pripravljenosti, na drugi strani pa v bistvu, da ne bojo tudi ponosni na vsak korak, ko se odločajo, da se dajo na razpolago. Mislim, da smo tudi kot organizacija ponosni, tako na vsakega voditelja, kot čisto na vsakega člana. In hkrati hvaležni. Mislim, ko pač gledam, kaj vse se dogaja, sem še 1000-krat bolj hvaležna, da sem del te organizacije in da sem skavtinja tudi sama. Vsem poslušalcem in gledalcem bi pa rekla predvsem to, da je potrebno zaupati, verjeti, predvsem pa biti odgovoren do bližnjega in da se v bistvu tvoja svoboda konča tam, kjer se začne svoboda drugega. In v bistvu s tem, ker skrbimo za druge, skrbimo tudi zase in obratno. Tako da želim vsakmu, da ostane zdrav in da preudarno in z odgovornostjo počne, kar počne. To si mi zdaj vkradla, moram priznati, ne. Z mejo svobode, oziroma ne vem, če je to mejo. Ja, ne vem, jaz bi se pridružil Tjaši v zahvali vsem, ki pomagajo, ne. Zdaj vem, da tu skavti nismo edini in sva tudi za vse ostale hvaležna, ne. Čeprav seveda pa skavti, imam vas rad, ne. Ne, želim, da bi se znali, najti bomo mogli v prihodnosti način, ne, kako živeti z to situacijo, ne, vsaj v bližnji prihodnosti, ne, ker se verjetno zdaj pač v roku nekaj časa to ne bo spremenilo tako, da bo pač šlo kar mimo, ne, in to postaja naša, kdo je že rekel, Tjaša, ti si rekla, da ne želiš novo normalno, ne, nova realnost, ne. In mislim, da moramo stremeti k temu, da bomo v njo šli skupaj, ne. To, no. Ker vsak posebej ni še nihče prišel daleč, ne. Tako da tega nam želim, da bi zmogli in znali iskati kompromise, ne. Kompromise, ja. Zato, da bomo... Prebral sem drugače zdaj eno misel, ne, ki mi je bila ful dobra, da sreča da je sreča rezultat, ne, in ne nekaj, da je sreča v bistvu, bi lahko rekli, produkt tega, kar mi delamo, ne. In zdi se mi, da živimo v svetu, ki nas sili v to, da ne razmišljamo preveč, pa ne bom nekaj ful študiral, pa ne bom se zdaj potrudil, pa vstal, pa šel pomagati tam sosedi, ali pa v doma za upokojence, ali pa naredil intervjuja z nekima napornima skavtoma, ne. In se mi zdi, da moramo se vstati, ali pa še odteči, ne, se mi zdi, da moramo se vstati, narediti to, kar verjamemo, da je dobro in prav, in potem bo nas sreča poiskala, ne. Če bomo pa znali deliti, pa še boljše. To. Super. Hvala za te spodbudne misli, tako za skavte, kot za vse ostale. Jaz bi se vama rad zahvalil za to, kar sami skavti trenutno delate, to, za kar se trudite. Pa rad bi se vama zahvalil, da ste v bistvu tudi delila te spodbudne misli, kakor tudi svoj pogled na trenutno situacijo. Hvala vama, da ste bila del tega intervjuja, pa upam, da se srečamo kmalu tudi v živo, ko bo za to priložnost. Hvala. Hvala tebi.